Po Facebooku, socialnih omrežjih in medijih se širi vedno več novic o porastu kriminala in posilstev po Evropi zaradi priseljevanja migrantov. Kako je z varnostjo Slovenk in Slovencev in predvsem, kako boste za našo varnost poskrbeli vi? Problem, ki ga je izpostavila gospodična, je dejansko zelo pereč v državah, ki so nekontrolirano sprejemale večje število ekonomskih migrantov, predvsem v letu 2015 in še nekaj v nadaljevanju. Z nekoč varnih evropskih držav so postale države, kjer se je enormno povečalo število kriminalnih dejanj, nasilja, posilstev, ropov in podobnih kaznivih dejanj. Na drugi strani pa lahko gledamo te države v primerjavi z državami Višegrajske skupine, kjer tega problema, tega kriminala, do katerega je prišlo zaradi povečanega števila migrantov, sploh ne prihaja. In mislim, da bi ravno politika teh držav Višegrajske skupine morale biti vzor tudi Sloveniji, tedaj, ko pripravlja ustrezno zakonodajo in ukrepe za to, da bi zaščitila varnost slovenskih državljanov. Slovenska demokratska stranka bo takoj, potem ko prevzame oblast, zaostrila migrantsko politiko tako, da Slovenija ne bo več interesna ciljna skupina za te ekonomske migrante. Dosledno bomo izvajali šengenski mejni režim, vsekakor bomo preprečili vse ilegalne prehode države in Slovenija bo pod našo vlado poskrbela, da bo izpolnjevala svojo dolžnost zaščite šengenskega mejnega režima, kajti to bo vplivalo tudi na to, da bo Slovenija v tem območju tudi ostala, kajti danes lahko gledamo, kako na avstrijski meji so postavljene mejne kontrole, zaradi česar se Slovenija počasi izloča iz tega območja in se odriva v področje balkanskih držav. Tega ne smemo dovoliti, svojo politiko za notranje zadeve bomo poskrbeli, da do tega nikoli ne bo prišlo in da bo Slovenija varna država za vse Slovence in za njihovo premoženje.